dobrodošli v Arhivu Republike Slovenije v novem letu 2019, sicer na prvem rednem mesečnem predavanju v letošnjem letu. Začenjamo z zelo udarno temo, zelo zanimivo temo, ki jo bo predstavil naš kolega Rado Pezdir. Za vse arhiviste med nami je pravzaprav ob Igorju Merzi stalen gost našega arhiva, ki ga srečujemo ne le v naši čitalnici, ampak tudi sicer na prijetnem Kramjanju. Danes pa bomo imeli priložnost prisluhniti zelo zanimivemu predavanju z kompleksnim naslovom, sicer sistem sporednega bančništva Ljubljanske banke in vprašanje financiranja teritorialne obrambe SRS. Predavanje, ki ga bo kolega predstavil, temelji na arhivskih virih, ki jih najdete v našem arhivu. Bo mešanica tehničnega predavanja in vsebinskega vpogleda v zelo zanimivo zgodovino, tako da si obetam, da bo kar plodna razprava. Med nami hkrati tudi pozdravljam kolege iz projekta Sistori, zato tudi vidite kamere med nami, ki bodo predavanje posneli, da bo povečen našim zanamcem, kot tudi vsa ostala predavanja, ki so jih posneli v preteklosti, bodo čez čas tudi dostopna na njihovem spletišču. Tudi vidite naslovnico knjige. Knjiga je pravzaprav ozadje današnjega predavanja, je lahko na koncu tudi njegovih kolegi. Sedaj pa besedo podajam kolegu Pezdirju in želim vse skupaj zanimivo predavanje. Hvala za besedo. Zahvalil bi se najprej Arhivu Republike Slovenije, ki že zadnja leta mi omogoča delo, ne samo pri čist tehničnem načinu dela, se pravi pridobivanje gradiva, ampak tudi z veliko nasveti. Vse to, kar bomo danes videli, ne bi bilo mogoče brez uslužbencev zaposlenih v Arhivu Republike Slovenije. Z Igorjem sva novembra lansko leto izdala knjigo, katere naslovnica je na ekranu. Ta knjiga pa je trajala, da se je napisala kar nekaj časa. Namreč šlo je za to, da je osnova za knjigo ena zelo obsežna tehnična enota v arhivskem fondu 1931 RSNZ. Gre za arhivsko enoto 1404, ki sva jo jaz in Igor vsak zase gledala pred nekaj let, Igor že celo pred mano, ko je delal en segment iz te knjige in sicer ugrabitev srbskega poslovneža Slobodana Todoroviča Bate. Jaz pa sem delal segment v 1404 MFŽ-je, ki so osebni dosje preko Kavčič. Ok, smo preživeli. Osebni dosje Miloš Ugrizek, osebni dosje Slobodan Todorovič, pa zelena knjiga ustvarjanje neregistriranih deviznih fondov v tujini. Zdaj, tole so osnovni viri, 1931, vsi te fondi, ki so jih z Igorjem vsak zase gledala in dokler nismo začela resno analizirati in prekrižati tega, kaj sva mi pa najdla, nismo še čisto prišla do zgodbe. Do zgodbe smo prišla nekje junija lansko leto, ko smo ugotovila, da lahko komplementarno popiševa in ekonomski del, in politični del, ter interni del, ki se je dogajal na relacijah med republiškimi in zveznimi službami v SFRJ. Da sem jaz lahko sploh razumel tisto, kar sem v pogledu dokumentacijo imel, je bila predtem narejena študija Arhivskega fonda 1818, to je PNO za Slovensko Primorje in Trst, kjer je noter opisana primarna vzpostavitev podjetniške mreže v Trstu. Potem sta še dve zelo pomembni tehnične enoti, 2137 v materialnem arhivu, kjer je pravzaprav celoten popis vseh podjetij, povezav
in različnih uradnih odlokov, s katerimi se legalizira podjetniška dejavnost uprave državne varnosti na Tržaškem in na Goriškem. In seveda materialni HIV 2136, udaril v zemlji, je pa akcija državnega tihotapstva cigaret, uprave državne varnosti v navezi z podjetjem Emona. Gre pa za tihotapstvo cigaret iz Slovenije v Italijo, pri čemer je zelo podrobno napisana mikrostruktura odločanja in delovanja v teh tihotapskih poslih, in iz katere je ta neprecenljiva tehnična enota, ker je noter točno zapisan, da za vsak vzporeden posel, bodi si ekonomije, bodi si bančništva, bodi si tihotapstva, je bilo potrebno pridobiti neformalno privolitev šefa Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in predsednika izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. V tem konkretnem primeru sta bila to Popit in Stane Kavčič. Se pravi, tukaj se je razkril, da nobena vzporedna epizoda ni mogla biti neka samovolja uprave državne varnosti, ampak je mogla biti potrjena. Potem se je zgodba še nadaljevala, popala sva še naprej. Jaz sem izkopal v materialnem arhivu A10.5, A10.6, A10.7 tehnične enote. To so letna poročila uprave državne varnosti. Znotraj teh letnih poročil uprave varnosti je v poročilu prvega oddelka tretjega sektorja poročilo gospodarskega odseka uprave državne varnosti, kjer je v obliki poslovnih poročil Niko Kavčič enostavno poročal upravi državne varnosti, kako napreduje in kako poslovno močna je vzpostavitev vzporednega bančništva na Tržaškem in na Goriškem. Te dokumenti so bili izjemno pomembni za razumevati nastajanje ekipe, ki se je potem preselila 68 v bančništvo in začela delovati, oblikovati sistem vzporednega bančništva. Ko sva že vse skupaj predelovala, sva pogledala še v ARS 353, javno tožilstvo, v katerem je bilo obdelan primer vzporednega bančništva in financiranja nakupov, oborožitve in tehnične opreme za štab GOSRS. In seveda predsednikova dejavnost, kjer so tudi poročila noter. Zelo veliko dokumentov sva pregledala, sva prekrižala, težila sva k temu, da vsaj iz 2-3 koncev dobiva izpovedane iste dogodke, iste poslovne dogodke, iste politične dogodke in identifikacijo iste mreže z vsemi elementi, to je podjetji in akterji. Tekom najne preiskave sva pridobila še več zadev, in sicer po naključju se je zgodilo po mojih člankih v Reporterju, da so začeli ljudje pošiljati dokumentacijo iz arhiva Nika Kavčiča. Izkazali se je, da je Niko Kavčič hotel svoje arhive pretipkati, sprav v elektronsko obliko. In to je dali napor ljudem pretipkavati. Ljudje so pretipkani in ohranili svoj izvod tega. Te izvode so potem nama posredovali. Primarno sem jih dobival prek Reporterja, ker so ljudje na uredništvo pošiljali. Izkazali se je, imela smo tudi nekaj dela s tem, da smo dokazala, da so te dokumenti pravzaprav avtentični, ker so samo pretipkani, niso originali. Izkazali se je, da so avtentični, ker nazivajo iste dogodke, nazivajo iste osebe, iste mreže in opisujejo enako strukturo, kot jo lahko mi rekonstruirava iz te dokumentacije in dokumentacije, ki je javno dostopna tudi sicer. Tole nam je precej pomagal, ker opisuje bančne posle od leta 1968, pa vsaj nekaj do leta 1997 in je naredil dober kontekst celotni raziskavi. Zelo zanimivo je, včeraj sem prevzel še eno dokumentacijo v zvezi z ravno temi posli, o katerih bom danes govoril,
in so se razkrili še dodatni detajli, s katerimi lahko razložimo še večji del te strukture. Dokumentacija je precej veliko in zelo dobra in zelo uporabna, čeprav je kaotično razmetana, ampak 2 leti je vsem trajalo, da sva rekonstruirala zgodbo tako, kot jo danes imamo. Potem sem bil, pa tudi sva delala terensko raziskavo na Tržaškem in Goriškem. Moram priznati, da je bilo precej problemov, da sva pridobila dokumentacijo. Jaz sem bil včasih zelo zavidel, karkoli je ono prenašal o ugrabitvah, prisluškovanjih, sledenih v Tržaškem in Goriškem, so mu zelo hitro povedali. Jaz sem pa z vsemi temi posli, ker me zanima, kako so dejansko poslovali Tjednar, kako je Tjednar stal na mestu skoraj 2 leti. Enostavno nihče ni hotel govoriti. Meni se je zdelo, da na Tržaškem in Goriškem lažje izveš, kdo je koga ustrelil, pokaj pa da gotoviš, kam so denar poslali. To se je prelomilo letos poleti in smo dobili cel kup dokumentacije, ne samo z Tržaške kreditne banke, ampak še vseh možnih dokumentacij, ki se dotikajo offshore podjetij, ki so iz te mreže ven izpadli. Tole zadnji stavek pa je povedano ravno to, kar sem pridobil dvignil včeraj, približno 100 strani nove dokumentacije, ki zelo lepo zaokroži to zgodbo. Zdaj, jaz sem jo sicer preštudiral, če sem jo odbral od 1-3 zjutraj. Slej, ko prej boste ugotovili, bom napisal Magal v reporterju, kaj ta dodatna dokumentacija prinaša. Ampak potrjuje vsekakor tiste, ki so Zibojo v tej knjigi napisala, pa še globje gre. Tole je eden najpomembnejših dokumentov, ki je ključen za to zgodbo, ki razbije celoten mit o temu, da je sistem vzporedne ekonomije, ki je v Tržaškem in Goriškem nastal produkt neke samovolje znotraj uprave državne varnosti. Gre za dokument, ki je datiran iz leta 1951, to je ARS 1931 materialni arhiv 21367, naša podjetja v inozemstvu. Dokument je nastal na Zvezdnem notranjem ministrstvu v Beogradu in v tem dokumentu se legalizira gospodarska dejavnost uprave državne varnosti na Tržaškem in Goriškem. Se pravi, podjetja, ki izvirajo iz miljeja Safti, so bila prenešena na upravo državne varnosti v Sloveniji. In to je zdaj dokaz, ki to potrjuje. Dobili so eksplicitno dovoljenje iz zvezdnega vrha. To seveda je pomemben dokument zaradi tega, ker odstranjuje to tančico neke mitologije, urbane legende ali pa če hočete neke šizofrene zgodbe, da je to pač predmet neke izmišljije. Dejansko je to obstajanje, je bilo regulirano, v dokumentu je napisan tudi, v kakšnih primerih lahko podjetja prevzemajo, kako lahko s temi podjetji delajo in kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno. Naslednji dokument, ki je pomemben za najmo zgodbo, je torej poročilo gospodarskega odseka uprave državne varnosti pod vodstvom Nika Kavčiča. Ko je na zvezdni ravni to legitimiziran, ko se prinese upravljanje s podjetji na republiške UDV-je, znotraj republiških UDV-jev naredijo poseben odsek, gospodarski odsek. In tole je poročilo gospodarskega odseka, narejeno leta 1952 po prvem kvartalu, je pa za leto 1951. Naslovnica je samo, noter je popisan po obeh oddelkih tega odseka, se pravi najprej je trgovina, legalna pa ilegalna, potem je pa knjigovodstvo, se pravi neke take skupne službe. V legalni trgovini so predstavljena podjetja, ki jih je UDV prevzela, v ilegalni je način pridobivanja kapitala za ustanovitev teh podjetij. Zdaj, legalna podjetja, legalna trgovina so podjetja, ki so že prej nastopala na Tržaškem in Goriškem, vendar so bila izjemno neuspešna.
Moja njegova teza je, da je prišlo do involviranosti uprave državne varnosti v podjetniško dejavnost, zaradi tega, ker so potrebovali nekaj, kar ne kompromitira delovanje teh podjetij. In UDV je po definiciji znala delati tako, da se ni kompromitira. Znala je delati v tujini in že je imela vzpostavljene nekatere svoje točke. In za tem elementom, da UDV vstopi v podjetniško dejavnost, se tudi stabilizira mreža in oblikuje originalna schema vzporedne ekonomije, ker bom pokazal v nadaljevanju. Ilegalna dejavnost je pa bila zamišljena, kot rečeno, za pridobivanje kapitala, s katerimi so se ta podjetja ustanavljala. Bili so še kasneje izpeljani drugi motivi. Eden motiv je bil financiranje manjšine na Goriškem in Tržaškem. To je bil zelo majhen delež denarja za to namenjen. Potem je bilo pridobivanje deviz, ki jih je primanjkovalo v Sloveniji, in potem je bilo financiranje političnih potreb. Najmanj je znano o financiranju političnih potreb. Vemo samo, da se je denar iz Tržaškega in Goriškega razvol na račune odprte pri švicarskih bankah. To je Bankverein, pa Bankgesellschaft, dve banki švicarski, in tam je bil odprt konto PP politične potrebe. Po vsej verjetnosti je šlo za skriti fond Palti. Primarno trgovanje na ilegalnem odseku je bilo vezano na trgovanje s cigareti. Zelo zgodnji so uspeli odrezati posrednika v tem trgovanju in tisto, kar so naredili Niko Kavčič in UDV, so šli direktno dobavitelji v Švico, ki je bila takrat znana kot država, ki je največ črnih čipov spravila na trg. Imeli so licenco za zelo popularne ameriške tobačne izdelke. Praviloma so te posle imeli švicarski državljani italijanske narodnosti. Te čipke so delali v neregularnem delu poslovanja, so vodili neregularne zaloge. Te neregularne zaloge so potapali do Slovenije in preko Slovenije potem v Italijo. V bolem letu niso uspeli do Ancone zaprovati celotno italijansko tržišče z ilegalnimi cigareti. To ni bilo zelo enostavno narediti, ker po vojni so iz ZDA izgnali nekatere večje lige kriminalnega miljeja, kot Charlesa Lakija Luciana, kar je pomenilo, da so mogli doseči dogovore tudi s kriminalnimi strukturami v Italiji, da so jih pustili to veliko tržišče. To so dosegli, to je bilo stabilno. Kako so dosegli, ne vemo, samo vemo, da je to obstaja. Večji problem je nastopil v relaciji do drugih uprav državne varnosti, posebej do Hrvaške, ki se je počutila izdano, se pravi, da oni pa ne morejo pridobivati kapitala preko prodaje cigaret v Italiji in začel se je neverjetno spopad med slovensko in hrvaško upravo državne varnosti, sicer konkurirali so si s ceno. Dumping cene, predateljske cene so se delali. Po neki točki je slovenska uprava državne varnosti začela protestirati in mogli so na zvezni ravni sklicati posebno republično konferenco med vsemi upravami državne varnosti, da določijo, kako bojo ilegalno trgovino s cigareti delati. Izgleda je, da bo to eksplodiralo, zaradi tega, ker so se hrvaški in slovenski tipografski udovojevski čovni na Jadranu že streljali. En na drugega, zato da ne bi robe prepeljali do Avstrije. To zanimivo na zvezni ravni je bil za ilegalno trgovino odgovoren Vitko Hlaj, ki je bil tesno povezan z Edom Brajnikom. Praktično je bil njegova desna in operativna roka. In iz tega zapisnika se izkaže sledeče, da si UDV-ji republiški najprej razdelijo tržišče po kosi. Potem se dogovorijo za kartelno ceno, pod katero ne bojo šli. In zanimiv, to je leta 1951,
51. leta se na zvezni ravni tudi odloči, da se UDBA praktično razide. Vsak UDV si mora svoj račun odprti pri švicarski banki in vsak vodi svoj posel. Koordinacije med njimi, mimo tega dogovora, da je kartelni trg, pa da so fiksne cene, pa razdeljena tržišča, ni več. Vse, kar rabijo oni zvezni ravni, odgovarjati, je, da del sredstev, ki jih dobijo za šverco, usredujejo na račun, ki ga ima zvezna UDBA v švicarski banki. Da se tudi rekonstruirati nekatere račune, preko katerih se to dogaja. Se pravi, to pa žal ni rešil problemom s slovensko in hrvaško UDBO in posledično se slovenska UDBA začne umikati iz šverca cigaret. Slovenska UDBA se tudi lahko umakala na šverca cigaret, prvič zaradi tega, ker je že dobila dovolj kapitala za spodobitev svojih podjetij in drugič, ker je bila politična volja taka, da po podpisu Londonskega sporazuma te zgodbe ni več. Po podpisu Londonskega sporazuma se tudi UDBA umakne iz vseh teh podjetij na Tržaškem in Goriškem in to prevzame SZDL. Vendar UDBA ostane v gospodarski strukturi nadzorno, to vemo iz ostale dokumentacije, hkrati ima še vedno svojo mrežo podjetij, ki je samo znana, ni pa še identificirana in hkrati se vplete močno v igralniške posle. Kakorkoli že, ključ rekonstrukcije in vzpostavitev vzporedne ekonomije se najde v tej dokumentaciji, to je tudi iz materialni arhiv 2137, naša podjetja v inozemstvu, se pravi fond 1931, Niko Kavčič ustanovi v Lichtensteinu, ki je bila davčna oaza podjetje Kolkomerc Vaduz. V to podjetje Kolkomerc Vaduz se stekajo vsi denarni tokovi iz vzporedne ekonomije na Tržaškem in Goriškem. To je končna točka, kjer se zbira denar. In ta Kolkomerc Vaduz ima v Švici odprte račune. Kaj je pa še prednost vsega tega? Ko so šli v Vaduz, so prišli do področja, kjer so plačevali nizke davke. Kaj je zanimivo, da iz izpiska konferenc Republiške uprave državne varnosti na področju gospodarske dejavnosti pišejo, da bojo vedno delati davčno optimizacijo, se pravi, jed v področje, kjer so davki nizki. Denar, ki jim ustvarjamo, morajo pametno uporabljati za špekulacije, za vrednostnimi papirji, forex posli, podobne zadeve in da se morajo umikati italijanskemu regulatorju, s katerim so imeli do leta 1948 že enormne težave, ker italijanski regulator celega tega sistema ni hotel videti v svojem tkivu, takrat še v coni A. Kar je zanimivo pri tej naraciji je, ustanovitev podjetja v offshore, vlaganje v delnice, valute, ko berete leta 51 zapisnike, ste prepričani, da ste na nekih poslovnih seji multinacionalke leta 2010, ki je razpravlja striktno o temu, kaj kapitalističen sistem ponuje in kaj morajo delati. Leta 51 istočasno imamo nekatere procese, ko podjetniki so usumljeni, da delajo v nasprotju z ekonomsko politiko socialističnega gospodarstva. Spravi, ena ekstremna dvojnost nastopi in ta dvojnost z vzporednim mehanizmom je prisotna stalno in postane tudi močna, da postane močna neformalna infrastruktura, ki se preseli kasneje tudi v tranzicijo, kar so uspela dokazati. To je prva zgodba, kako je to izgledalo. V Trstu so ustanovili podjetje Lunimex. Lunimex, kot podjetje Lunimex je bilo poslovna dejavnost, je bila paketna dostava. Se pravi, iz Amerike so prejemali pakete z različnimi dobrinami, ki jih je v tedanji Jugoslaviji primanjkovalo. Paket za sladkorjem, čokolado, najlonkami je prišel na Lunimex
iz Runimeksa je šel v Ljubljano in tam do končnega naslovnika. Tisti, ki niso vedeli, ki so prejemali dokumente, niso vedeli, da je uprava državne pakete, niso vedeli, da je uprava državne varnosti bila tista, ki posredovala dokumente. Ker je bila potreba po dobrinah, katerih je povpraševanje izjemno zelo visoka, je bil ta posel zelo donosen. Podjetje Runimex je imelo svoje prostore v prostocarinskem območju v Luki Trst. Kar pomeni, da so se znebili še cele zgodbe, ki se je reče carine. Ko se je denar natekel, so poslali sredstva v Švico, iz Švice je šel v Liechtenstein. Potem se je tako usedel na različne švicarske banke. Zdaj, celoten posel je koordiniral podjetje Continental Ljubljana, oni pošiljali naročila v Ameriko, oni te denarne tokove sprožili v Liechtenstein. Podjetje Continental je bilo pa pokrite za upravo državne varnosti. Je izpričal dokument upravo državne varnosti naredi podjetje Continental, zato da pokrije z uradnimi dokumenti posel, ki ga je vodila uprava državne varnosti in vplivala denarne dalje. Zdaj, po podpisu Londonskega sporazuma se UDV umakne iz vzporedne ekonomije v smislu upravljalca in ostane samo še nadzorni organ vseh teh transakcij in denarnih tokov. Ekipa, ki je pa delala v upravi državne varnosti v gospodarskem odseku, se pa preseli na različne konce v slovenski ekonomiji. Naprimer, Niko Kavčič pa Jože Duran odideta na to, kar kasneje postane Ljubljanska banka. Slavko Matjan odide na Slovenija res, kjer postane korist podjetja, ki ga ima Slovenija res skupaj še z avstrijskim partnerjem v Salzburgu, in postane pooblaščenec za podjetje, ki ga to hčerinsko podjetje ustanovil v Liechtenstein. Istočasno Ljubljanska banka in Slovenija res ustanovita Kredex München in tam noter se znajde korist svet Matjan, pa Muren se znajde. Jedro te ekipe je tukaj. Potem naprej, Slavko Kuprt, še eden izmed te ekipe Nika Kavčiča deluje na Dunaju in postane pooblaščenec za podjetje Kolkomerc iz Maurina. Tukaj je ugotovila za Igorjem, da konec 60 let ta Kolkomerc je bil ustanovljen na prelomu med letoma 50 in 51, ki je še vedno živ. Čeprav vzporedna ekonomija deluje, te akterji še vedno delujejo. Potem je bilo še več ljudi, ki so bili v tem sistemu vzporedne ekonomije in so prišli 20 let na plan. No, potem malo več kasneje. Zdaj, Niko Kavčič leta 68 pride na Splošno gospodarsko banko v Ljubljani, in v slovenskem bančnem trgu sta samo dve banke, ta banka pa še kreditna hranilnica Ljubljana. Prva naloga Nika Kavčiča je, da združi dve banki v eno samo banko, ki se jim kasneje poimenuje Ljubljanska banka. Plan je bil tak, da je to edini način, da lahko konkurira za boljše pogoje Ljubljanska banka, glede na Ujedinjeno Beograjsko banko in Privredno banko Zagreb, ki sta imela takrat izrazito prednost v jugoslovanski ekonomiji. Zdaj, zakaj je bilo to možno narediti iz enega razpravnega razloga? Konec drugi polovici 60 let slovensko gospodarstvo dobesedno kolapsira. Podatki kažejo, da je premočen devizni tečaj dinarja preprečil izvoz slovenskih podjetij. Pomanjkanje deviz je preprečilo uvoz slovenskih podjetij, sprav uvoz investicijskih dobrin, s katerimi bi lahko sploh kaj še proizvajali. Likvidnost je postala nenormalna, podjetje so izplačevala plače samo še, če so pri banki dobila kredit. 70% kreditov je bilo revolving kreditov, sprav vsa podjetja so imela en kreditni limit, ki so ga samo obnavljali, niso pa mogla več ničesar vrti. In Stani Kavčič, dani predsednik
izvršnega sveta skupščine SRS, je ugotovil, da bo ekonomija ali zgnila, ali se mora pa spremeniti. In on je naredil zelo radikalen pristop v celotni zgodbi, on je zagovarjal tezo, da mora ekonomija jeti v smer tržnega kapitalizma. Kljub temu, da družbeni sistem še vedno ostane socializem. V tem kontekstu se je pogovoril z Niko Kavčičem, ki je imel željo, da nastavi eno banko. In ko je to nastalo? V 68. se rodi Ljubljanska banka. Da pa ta Ljubljanska banka ima zelo resen problem, nima vero sredstva. Niko Kavčič ugotovi, da če nima sredstev, ne more delati kreditov, če ne daje kreditov, ne more prestrukturirati slovenske ekonomije v skladu s tem, kar Stane Kavčič misli, da je. Ker Stane Kavčič je pa radikal. Stane Kavčič hoče delniške družbe, Stane Kavčič hoče leta 68 stečaje podjetij, ki ne delujejo, hoče stečaje železarske industrije, to je čista blasfemija. Niko Kavčič pa mora dobiti denar za vse. Niko Kavčič ugotovi sledeče. Ok, če na Narodni banki Jugoslavije dobi kredit, za kredit prenesem lahko v Ljubljansko banko in iz Ljubljanske banke dajem kredite naprej podjetje. Ampak on na Narodni banki Jugoslavije ne mora dobiti kredit in pokliče na pomoč dva svoja stara prijatelja. Eden je Slobodan Todorović, drugi je Đoko Anđelković. Slobodan Todorović je do tistega obdobja postal izjemen jugoslovanski podjetnik, začel je svojo kariero v Trstu, kjer je delal tam še naloge klasične obveščevalne dejavnosti za UDV, je bil kompromitiran in se mogel preseliti na Dunaj, kjer je odprl podjetje Sigma Commerce. Ampak on je bil, to je bila ocena, v 60 let prejšnjega stoletja, prvi jugoslovanski milijarder. Saj pravo državne varnosti je ocena na tej silni vlagi. Zdaj, da je bil on toliko močen poslovno, je šla zahvala njegovim odličnim vezam, ki jih je imel na zvezdni ravni v Beogradu. In on je znal v Narodni banki Jugoslavije dobiti kredit, ki so ga dali v Ljubljanski banki. Ne bi šel detajlom, ta kredit je bil že na začetku goljufil. Ampak Niko Kavčič je dobil denar v banko in se je odločil za sledeč sistem. Dal bom kredite podjetjem, izbranemu naboru podjetij. Kaj je bil skupni imenovalec podjetij, ki je dal on kredite? Spet, gospodarski odsek prave državne varnosti v Trstu. To so bili njegovi poslovni sodelavci v nekaj. Ali na državnem želcu, ali pa na legalnem delu ekonomije, ki je bila v državne varnosti. Dogovor je bil sledeč. Vi dobite kredit, s tem kreditom financirate uvoz. Ampak uvoz boste naredili preko podjetij, ki jih bom jaz pokazal, katera so podjetja. In še nekaj boste naredili, za ta uvoz boste plačali več, koliko je dejanska cena. Razliko med tem več plačanim uvozom in dejansko ceno boste pa poslali na en račun v Švici. Ta račun v Švici se odkrije pri banki Egelin v Santjelu. Računu je ime vode 1000. Potem zivajo naprej, ko izgleda struktura podjetij, ki so dobila ta denar. In ugotovimo, ok, posredniki so bili Fintramak Cuk, Sigma Commerce pa Atko Cuk. Fintramak pa Sigma Commerce poznamo. To je bil Bata Todorović. To je pa vrne na slugi Bata Todorović, ki je zrihtil ta nelegalen kredit v Narodni banki Jugoslavije. Vsa podjetja sem mogla čez njega uvožati, on je dal višjo ceno, to je vizija šlo v Švico. Potem se pa najde še podjetje Atko Cuk. In zigojo začnejo pregledati, kaj to je. In ugotovirajo, da je Atko Karolin, ustanoviteljem tega podjetja. To so Đoko Anđelković, ki je največji švercer na zvezdni ravni, švercer cigaretov, delu za slovensko, delu za hrvaško, delu za srbsko, delu za makedonsko. Potem Todorović, ki sem ga v zgodbo že uvedel, Ogrizek, Miloš Ogrizek, ki je bil leta 1966 še načelnik uprave državne varnosti
za Slovenijo, ki je delal od 45. leta dalje v Milanu, tudi v koordinaciji s Kavčičevim oddelkom in tudi na poslih delu. In Kavčič, Niko Kavčič je kot direktor banke, pravno profile kredite, za provizijo, ki je mogla steči preko podjetja, katerega lastnik je bil on. Zgodila se še večja perverzija, kot kaže, zelo zagotovo lahko trdila, da Kavčič in Ogrizek nista prenesla svojega denarja za ustanovitev tega podjetja v Švici, ampak je ta denar nakazala dejansko Ljubljanska banka. Potem sva razmišljala, kaj je bila ta schema, zakaj je Niko Kavčič hotel to narediti. In se ugotovila, da podjetje Arcosud je bilo namenjeno, da se pojavi kot kreditojemalec na Ljubljanski banki pri Niko Kavčiču in zaprosi za kredit. S čimer nastane ta situacija. Niko Kavčič najprej za denarjem Ljubljanske banke napolne svoje podjetje. Potem to svoje podjetje pripelje do sebe in kot direktor banke da svojemu podjetju kredit, zato da investira v turistični kompleks pri Dubrovniku z podjetjem, hrvaškim podjetjem Minček. Prav izgodil se je pravi banksterski posel. Zdaj pa zgodil se še en velik problem. Bata Todorović v Srbiji ga pripišajo Rankoviću. In Ranković je bil razumen kot resna grožnja tedajni partijski strukturi, posebej Josipu Brozu. UDV začne masivno preiskovati Rankovića in pride na Todorovića. In začne postajati določen. Hkrati ugotovijo, da Ogrizek potem, ko ni bil več načelnik glavne države varnosti za Slovenijo, je šel delati v Sigma Commerce na firmo Bata Todorovića. Prav na ta Sigma Commerce je bil tudi nekdo, ki je provizijo imel. Iz tega se pa preselil v štab teritorijalne obrambe. In naenkrat postane še Ogrizek aktualno v tej zgodbi. In to je vroče. Potem na drugem delu zgodbe, to je elektrotehnik, ki je bila masivno v teh noter zgodbah, nje šef je bil Karlo Kranc, ki je kontoveril na Trstom leta 1945 bil en prvih, ki so prodajali nelegalne cigarete. Odkrijajo, da se tam eni devizni prekrški noter. In odkrijajo, da se tam nekaj dogaja tudi za štabom teritorijalne obrambe, kjer pa je tudi živel Ogrizek noter. In začne se zgodba odvijati. Na Ljubljanski banki ugotovijo, da tak sistem več ne gre. Ne morajo najdeti nekaj boljšega. Ne morajo hoditi po Beogradu in podkupati za to, da je Narodna banka Jugoslavije da kredita digala in naprej. Niko Kavčič si izmislil sistem. In to je sistem, ki pa obstane praktično do leta 90. Sistem je pa zdaj tak. Naj bomo drugje dobili. Sposoben si ga bojo pa tuji banki. V Avstriji je podjetje Austro-Intercommerce, ki ga vodi nekdanji sodelavec Uprave državne varnosti, Boris Ban. Zelo čuden, sumljiv lik, z eno nogo v kriminalu, za drugo nogo v obveščevalni dejavnosti. On gre na Babak banko, skupaj z Murnom, Kavčičem pa Krpačem. In tam se dogovoril z naslednjim poslom. Babak banka bo dala kredit Austro-Intercommercu. Austro-Intercommerce bo ves denar položil na depozit na Ljubljanski banki, s čimer Ljubljanska banka dobi denar, ki ga da lahko vam za kredite. In zdaj več ni Beograd. Zdaj je cel posel kompletno v njihovih rokah, razen tistega, kar se v Švici dogaja, ker ne morajo sami kontrolirati. In zavrtijo še enkrat zgodbo. Iz te verige dajo kredite in rečejo, ok, vi podjetja, ista ekipa, se pravi, stari sodelavci iz Uprave državne varnosti, gospodarskega odseka, dobite kredite, pri umestnih podjetjih naredite uvoz, tam bo ostala provizija, plačite provizijo na račune v Švico. Ok, in zadeva začne teči. Zdaj, njihov problem, ki se zgodi, pa je, da oni iz teh računov enkrat denar pobirajo, pa ga vlagajo v druge posle. Potem v enem poslu, ki ga imajo vzporedno zmanjka denarja, spet z tega računa vzamejo denar. Z tega računa pa naj bi primarno šel denar, zato da plačajo obresti Babak banki, ki je dala prvoten kredit.
pa te poplačajo to zadevo. In se zgodi, da je pač notranje denarja, oni morajo to zadevo plačati. In rečejo, to ne bo dolgo trajalo. Moramo prvič dobiti notranje denarja, in drugič rabimo eno zgodbo s pokritjem. S pokritjem, ki ga da od CKZKS, pa izvršni svet skupščine Republike Slovenije. In z Ogreviskom se dogovorijo, da poskušajo predstaviti slovenski partiji, oziroma slovenskem vrhu, da gre pravzaprav za skriti račun, na katerem se zbirajo sredstva, da bo teritorijalna obramba, štab teritorijalne obrambe, SRS, kupoval iz tega tehniko in orožje denarja nima. Ta njihova libija traja nekaj časa. Njihov problem je bil, da so se odprle masivne preiskave. Povsod je ven padalo, da se nekaj dogaja. Denarni tokov je kar nekaj začelo zmanjkovati. Oni so rabili vse hitreje dobiti potrditev, da gre res za posel, ki ga je odobril vrh države. Ker v spodi, v podzemlju, so pa dejansko oni svoje privatne posle imeli pokrite. Kako je bil Atko sud. Ampak ta skema je bila boljša kot prej. Nihče več ni mogel povedati, kot je denar prišel. Meni se ni mogel sanjati, da je to avstrijski kredit v resnici. Vsi so mislili, da je to depozit od enega človeka. In potem so najdel cel kupenih računov. Najbolj zanimiv je račun OD 1007, na katerem se je nadeval največ denarja in je bil ključen. Kdo bi pa odprl OD 1007? Ne vemo. Ne vemo v tem smislu, kdo je bil lastnik računa. Vemo, da ga je odprl Muren iz Ljubljanske banke in da sta bila oblaščena z upravljanje s tem računom Ogrizek in Muren. V dokumentih, ki sem jih dolgo učili, kaže nekaj neverjetnega, in sicer, da je bil verjetno podjetje, ki je ta račun odprl, toliko merc, ki ga je Niko Kavčič 51 polih Lichtenstein ustanovil. In to gre v najno zgodbo, ker koliko merc se v eni fazi vključi v celotno to schemo in kaže, da preko koliko merca teče še vedno denar. To je bil ključen podjetje noter. Potem pri banki Fink, Merk & Co. v Münchnu so bili odprti računi koliko merca. Podpisniki Ogrizek, Kavčič, Polak in Jakopič. Pa Matjan. Polak in Jakopič sta bila, Polak, Jakopič pa Ogrizek so bili na štabu teritorijalne obrambe. V tem ukretek Sminku so bili tudi različni računi. Če pogledate imena, kako se pojavljajo. Zdaj, na OD 1007 imate Ogrizka kot pooblaščenca. Potem imate na računih koliko merca spet Ogrizka, pa imate še Matjana. Na Kredeksu imate pa Matjana, pa Mulna, isto tako kot na OD 1007. Zakaj je to pomembno? Ker so si naredili zvezne točke pooblaščencev. Ko je tekel denarni tok gotovine, da je komod zaokrožil čez vse te posamezne račune. Ogrizek je komod podpisal, in to se dogaja, da gre denar iz OD 1007, ne za nakup orožja, ampak da gre novo schemo pri računu, ki ga ima koliko merc establishment. Potem, na koliko merc establishment je Kavčič na temu računu, Matjan na temu računu podpisal, da gre denar na Kredek Sminka. In tukaj naprej se je krožil denar. Ena izmed poti, kako denar zgine, je Panama. Panama, na International Pleasure Investment podjetje. In potem je še par neidentificiranih računov, Skudo AG, Misa 884, pa Sara. Tist, kar je zanimiv je, ravno v dokumentaciji, ki sem ga zdaj dobil, račun Skudo AG, je pač račun podjetja Skudo, akcijn Geželša. In vse kaže, da je bil to neregistriral podjetje Ljubljanske banke. Potem račun 884, ki je bil pod račun od OD 1007, račun Misa, ki kaže, da je verjetno bila v računu Misa upletena direktna metalka, to je bil še en skritičarni fond minusega, pa račun Sara, ki je dobil pa ime po psu od Ogrizkovega soseda.
ampak puščali so prstne vtise, v temu je fora, tukaj se jih bolj da loviti. Evo, tukaj je iz zelene knjige in imate glede, koliko kreditov je bilo, pa imate pa cel račun od 1007. Tako je denar noter pretekel, pa kam je šel. Iz dokumentacije, ki jo vidimo, so se ful upletali v trgovino z vrednostnimi papirji in ni šlo. In tam je začela luknja, pa hkrati pa še preiskava v Sloveniji, ki delala preiskava in vzela, da bo to počel. Oni so na koncu zapirali tale račun, pa sredstva na skudo AG, ki bo pa tajno podjetje Ljubljanske banke. Kam je pol denar zgini, čist ne vemo. Vemo pa to, da se tukaj razlom zgodba, da gre to za denar, ki ne bi šel na namen financiranja štaba teritorijalne obrambe. Zakaj? Ker niti tretjina teh sredstev ni bila namenjena temu in končni nakup te tehnološke opreme, orožje, etc. je bil izjemno boren, zelo omejten. Skazali se je, tu je bila osebna podschema ene ekipe, ki se je v Trstu oblikovala. Ki se jo ni dal ven iz sistema izločiti, zaradi tega, ker je z eno nogo hodila po legalni ekonomiji, z drugo nogo pa po kriminalnem miljeju. In to je bil šok, na katerega so naleteli njihovi sami, ki so ugotavljali, kaj so njihovi kolegi v tišini naredili iz tega sistema, ki so ga izpostavili. Recimo, kako je to v praksi potekalo, podjetje Kemos je moglo sposoditi denar v Italiji, zato, da so plačali denar na od 1007, da ga je zmanjkvali. Zmanjkvali je pa to zato, ker so ga oni dobesedno zapravili. Mogli so pa že plačati obveznosti, denarja pa ni bilo. Ker jim je zmanjkalo denarja, je ogrizek iz štaba teritorijalne obrambe gotovino vzel, proračunska sredstva, šel v Avstrijo, to zamenil v Malke, položil na Kredecu, predhodniku LHB Frankfurt, dal na račun koliko merca, tistem so nakazali na ode 1007, da so lahko vrnili obresti Babak banki. To je bila čista norost. Hoteli so pa to vse zaporiti, zato, da bi nekako pridobili neformalno dovoljenje in da bi v partije rekli, se ste to legalno delali. Ampak se jim ni šlo. Pomemben je odnos med dvema Kavčičema. Zakaj? Zaradi tega, ker padec obeh Kavčičev se povezuje. Sami Kavčič ne bi liberalne ukrepe hotel narediti, Niko Kavčič ne bi pa za Ljubljansko banko bil v srce te nove liberalne ekonomije v Sloveniji, ki bi poganjalo denarne tokove po slovenskih podjetjih. Skazali se je, da je pač Niko Kavčič konc leta 1972 moral zapustiti Ljubljansko banko zaradi gospodarskega kriminala in celo Nova z Igorjem so zdaj pridobila razsodbo, kjer eksplicitno piše, da je naredil devizni prekršek in da nikoli več ne more biti na vodilnem položaju v kateremkoli podjetju v Sloveniji. Sprav, ta mit je razbit. Niko Kavčič ni šel zaradi paca vlade Staneta Kavčiča. Šel je zaradi gospodarskega kriminala, zaradi vzporedne ekonomije, kjer je denar delil tako, da je po vodih tekel proti njegovem žepu in njegovim interesom. Stane Kavčič pa je bil prisiljen upokojen, ker sistem enostavno ni mogel prenesti tako absurdne ideje, da ohranimo socializem kot družbeno ureditev, istočasno imamo popoln in čisti kapitalizem kot gospodarsko ureditev. Ona dva sta potem se povezala, to sta pravno osamljena in izločena izgodba. Tukaj je nastala ena zanimiva zgodba o dnevniku Staneta Kavčiča, za katero pa z Igorjo menila, da je mestoma tisto, kar je Niko Kavčič predal naprej, tistim, ki so objavili dnevnik, narejen. Prav, da manjkajo ključne strani, ki pojasnjujejo afero, ki je Niko Kavčič naredil v Ljubljanski banki. Zelo neprijetno je bilo brati, kako
ko Niko Kavčič se pretvarja, da ne bi Stane Kavčič dal neke vrste potrditev za ta posel. In v bistvu človeka, ki ga je najbolj ščitil, začenja tlačiti v nekaj, kar je nemogoče. Staneta Kavčiča so tega tudi moji predelali, ko je sprašvali, sem izkazali se, da Stane Kavčič s tem poslom ni drugačen. Leta 1989 sistem vzporednega bančništva postane popolnoma stabilen, tako da se začne ustanavljati tisto, kar danes poznamo NLB in Financ, se pravi banka v Švici. V tem primeru vzporedno bančništvo ni več odvisno od tujih švicarskih bank. Švicarska banka je v slovenskih rokah v delnem lastništvu Ljubljanske banke, delnem lastništvu Saftija, ki je naslov v vzporedni ekonomiji. Dva primera sva identificirala. Prvi je prehod kapitala iz Tržaške kreditne banke preko LHB Frankfurt, to je naslednik Kredixa, na Parallel banko. Ne bi ga opisal podrobneje, ker je zelo kompleksen. Zanimiv je bolj drug primer, kot sem vam rekel, Atko je prišel na Ljubljansko banko po kredit, da bi financiral izgradnjo turističnega kompleksa s podjetjem Minčeta v Dubrovniku. Zdaj, jaz sem delal poleg mojega dela v arhivu, sem delal tudi kot preiskovalec v preiskovalnih komisij Državnega zbora na komisiji, ki je preučevala razloge in odgovornost za drugo bančno sanacijo slovenskega bančnega sistema. Tam je bil zelo zanimiv krediten posel, ki je štal v LHB-ju, namreč v bratu nekdanjega predsednika hrvaške vlade Milanovića so v LHB-ju dali kredit za nakup zemljišča. S tem, da več ali manj je bilo vse narobe s tem zemljiščem, s to kreditno pogodbo, kar je najbolj pomenljivo, ker niso imeli kreditojemalci zavarovanja, so dali v zavarovanje kar brata Zorana Milanovića, ker so napisali, da on pa ima kot močen političen vpliv na Hrvaškem, da se posli lahko zgodijo. Kar je najbolj zanimivo v vsej tej zgodbi, šlo je za zemljišče, za odkup zemljišča podjetja Minčeta v Dubrovniku. In kar je šokantno, posel je tekel 40 let, ker 68, 69 se zgodi zgodba z Atkom in Minčetom in tem kreditom za to zemljišče. In to se razplete 2010, 2012, ko se ta posel prek LHB-ja nazaj vrne. Kaj sva z Igorjem dobro pokazala, se mi zdi dokumentarno in razljivo je, da je vzporedno sistem bančništva nastal na Tržaškem in Goriškem, da je ves čas bilo to v rokah UDV, da se je ta ekipa popolnoma preselila v bančništvo, ki je naredila sistem vzporednega bančništva. Ta sistem vzporednega bančništva je dovolj do nedavnega, ko je pripeljal do sanacije bank v višini 4,5 milijard evrov. Sistem, kot sem ga vam pokazal, prve tiste dve infografike, smo z Bogarjem non-stop predelovali v bančni dokumentaciji nedavnih dogodkov. Tukaj še en zanimiv oddev, za katerega bi prosil Igorja, če se lahko vzame 10 minut, ker to je Igorjevo področje. Jaz sem samo skiciral tisto, kar je potem se preneslo iz teh bančnih poslov v popolno in absolutno bombo na futbolskem nivoju v Jugoslaviji in na političnem nivoju v Jugoslaviji. Nihče si ni predstavljal, da bo ta stvar toliko eksplodirala. Igor, če na to. Besedo, jaz bom zelo kratek. Veliko povedanga. Namreč, teritorialna obramba je začela ustvarjati črne fonde. Naročilo sta dala komandanta in politični komisar Polak in Jakobič. Izvedla je bila pa na Niko Kavčiču, v Grisku in Murno in še nekaterih drugih, recimo direktorjih podjetij, ki so potem ta denar nakazovali v Švico iz teh poslov. In
zame to nekaj nenavadnega, da se pravzaprav v tej knjigi, jaz nobenih mojih številnih knjigah hudbi ne najdem dobre besede za Udbo. Tukaj jo moramo pohvaliti. Aktualna Udba, ki je takrat začel voditi Janez Zemljarič, je že prej sicer prišlo do razkritih teh črnih fondov in ker ni bilo političnega blagoslova, je začela Udba to raziskovati. Slovenska Udba. In ko so začeli to raziskovati, so prišli do mnogih novih spoznanj, tako se je pa delalo v preteklosti. In so recimo ugotovili med drugim, da je Miloš Ogrizek bil velik švercar celo v času, ko je bil šef službe državne varnosti, ampak ne za državne interese, ampak za svoj račun. To je zelo natančno pisano v knjigi, kako je on švercal za to in kako je na ta račun služil, kot poudarjam, kot načelnik službe državne varnosti, ko je bil v tej poziciji. In ko začne to raziskovati, Ogrizek zbeži v Avstrijo. Ko ugotovi, kaj je Udba vse odkrila, ta aktualna Udba, zbeži v Avstrijo in tam govori neumnosti Anđelkoviču, ki ni bil samo slovenski sodelavci, je bil tudi makedonski sodelavci Udbe, hrvaške, zvezde in tako naprej, srpske. In Anđelkovič vse to prenaša v Beograd, te človeke v Ogrizku. Ogrizek se pa brani, da nič ni kriv, da so vsi v Sloveniji vedeli, da te črne fonde, da se Slovenija oborožuje zato, da se bo osvojila kot Tito, kot stari crkve, kot so govorili, in v Beogradu pa to lepo na kupče dajo in Kos in srpska Udba ponaredijo, falsificirajo neke depeše avstrijske in jih kobajagi najdejo v trezorju avstrijskega vojaškega odposlanca in to seveda potem postane prvovrstna politična afera. Ko slovensko politično vodstvo ugotovi, ko Ljubičić, takrat obrambni minister, preda te papirje, najprej poje Kardelju, potem te papirje preda Dovancu, v Ljubljani je politično vodstvo in Udba so zgroženi. Oni so kot pes zvesti Jugoslaviji, Titu, tukaj so pa neki dokumenti avstrijski, ki ocenjujejo, da se Slovenija osamosvaja. In takrat oni začnejo raziskovati, kaj se dogaja, ugotovijo, da je to Ogrizek se govoril Anđelkoviču, Anđelkovič to sporočil v Beograd, Anđelkovič je tako v Beogradu avgusta tistega leta en mesec zasečvali in iz tega naredili neko obsežno dokumentacijo in iz tega naredili potem tiste falsificirane depeše, nekje v laboratoriji Kosa ali pa srpske Udbe, tega točno ne vemo. Ustanovi se partijska komisija zvezna, je ustanovi Tito, ki jo vode Jurij Bilić in slovenska Udba Zemljarič raziskujejo in dejansko ugotovijo oboji, da gre za falsifikat. Ogrizka zaradi tega začnejo preganjati kot, da je rušil ustavni red, to pa smrtna kazen takrat, to niso bili heci, čeprav v končni fazi ga po 10 letih preiskovan in maltretiran, nikoli ne pride v javnost, da pravzaprav na sveti za vas ustavni red reče, da smo preganjali Ogrizka in da ne bomo preganjali ne Ogrizka, ne Kavčiča. Tako se ta zadeva zaključ, se pravi, da te depeše se imenujejo pa zelena knjiga, ki so nekem zelenem ovitku, v kobajagi, v tej blagajni, seveda niso najdeli blagajni, se v nekih svojih laboratorijih, udbovskih, srpskih, pa kosovskih to naredili. To je recimo ta usporedna zgodba zelene knjige, ki v Sloveniji zdaj v tej knjigi popolnoma opisana, ker je dosti nerazumljena, še danes okoli te zelene knjige in to je recimo en tak, rekel, kolateralna škoda teh preiskovanj okoli črnih fondov, ki jih je teritorialna obramba delala brez vednosti, dejansko brez vednosti političnega vodstva Slovenije, Jugoslavije, pa vojaškega vrha. To je ta zgodba. Jaz mislim najprej pravičil, ker sem bil daljši, kot je potrebno, ampak ker sem pred mojimi kolegi v arhivu sem se hotel pokazati, da 2 leti nismo preferjali, da smo 2 leti resno delali, sem se zato vzelo več časa pojasniti, kaj pravzaprav se je skrivalo v arhivu in kaj so lahko rekonstruirali. Zdaj, z veseljem, če so kakšna vprašanja, odgovorim na vprašanje. Bravo, hvala za to, da ste res zanimivo predavanje, hvala tudi za dodatek. Zagotovo se kar nekaj vprašanj pojavlja, ko se boste zbistrili misli in spletli in razpletli tole polotnico, tako da imate priložnost. Beseda vaša. Da se kot živečih udeležnicah teh reči da še kaj izvedeti. Praviloma, te aktivni udeleženci nočejo več govoriti česar. To je če lažje ugotoviš v atentatih, kje je znal.
zdaj enega vira, ki pa sicer sega tam nekje od leta 85 do 95 in je z vsemi temi fanti posloval. In ta pa, tukaj se je pa zdaj zgodil preboj in dejansko dobivam ful resne informacije. Verjetno treba na velu delati še točno leto, pa ko bo zaupal dokumente, ker to zgodbo še bistveno bolj jasno. Imamo precej luknj teh, moramo še zapolniti. Tako najbolj naivno vprašanje, če naši organi pregona, kako televiziji gledamo, 130 jih je en dan šlo v akcijo, ne, pa 46 se pridržali, tako naprej. Ja. Vtiknejo, pa po parlamentarni preiskavi po vajni časoji, kdajkoli kar ful narediti, pa Bog ne daj še celo pa še 2 evrov nazaj pripeljati. Ne, mislim, da se to ne bo zgodilo. Jaz vem, da smo na Rogajevi komisiji na NPU poslali vso dokumentacijo, ki smo imeli. Parlamentarna komisija ima možnost nediskriminatorno zasesti vse, kar hoče, medtem ko policija mora točno navesti, kjer ima sum kaznivega dejanja. Sploh mi smo lahko pobrali vse kreditne mape, oni jih niso mogli, če niso točno definirali, kaj bi hoteli. In vem, da so bili na NPU zelo srečni s to dokumentacijo, pridobivali zaradi tega, ker na podlagi te dokumentacije bi bili pa kejsi taki, da jih ne mogli razsuditi. Na kar se je izkazalo točne 2 meseca nazaj, da mi smo se skupirali, poslali, to je po 300-400 tisoč strani, policisti na NPU pa niso dobili dostopa do dokumentacije. Tu odgovori ta del vprašanja, koliko je rok za pričakovati. Seveda te stvari, ki so jih Zigorja razkrila, so delati zastarane, samo policija ima ta problem, da ni detektirala, da to deluje kot organizirana kriminalna združba in da obstaja en mehanizem in ena struktura tega delovanja. In to mi očitno ni za dopovedati, da ta struktura delovanja je identična razen kako dodatki leta 1968 pa leta 2008. Točno je enak sistem poteka. Zmislili so si, kako naj vam pride in ta sistem deluje. In to je problem naše policije, ker enostavno parcialno raziskuje dogodke v bančnem kriminalu, ni pa sposobna pokazati, da se vedno isti mehanizem po različnih kreditojemalcih zavrti, da te kreditojemalci imajo neko posebno vlogo v slovenski družbi, ki niso navadni. Upam, da sem kaj odgovoril, nič pa kaj optimističen, da nisem povedal. Hvala. Kakšno vprašanje ali komentar? Slišim globoke vzdih. Ja, zdaj, mislim, da so prisotni, zato sem pa rekel, da ostajajo zapletene, razpletene pogodnice. Za kolikor ni vprašanj in komentarjev, vas vabim k prebiranju njune knjige, se bodo kakšno vprašanje pojavile takrat. Predavatelju se tudi gospodu Merzi se zahvaljujem za njuno predavanje. Vabim vas čez nekoliko manj kot mesec, 21. februarja, ponovno tole porabno na redno mesečno predavanje, ki bo tokrat šlo nekoliko dlje v preteklost, v 16. stoletje, predavala kolegica Dragica Čepič o pritožbah podložnikov v odpornem letu 1515. Tudi to predavanje bo prav gotovo zanimivo. Želim vam pa lep dan in vse dobro. Hvala tudi seveda Ljiljanič in Božek Golec za soustvarjanje tega bloka rednih mesečnih predavanj. Brez nje tega predavanja ne bi bilo.